pa, če se boste nekoč želeli zaposliti v tujini, recimo v eni drugi evropski državi? Morda še ne veste, ampak to sploh ni tak problem. Zakaj? EU omogoča, da državljani Evrope študirajo, živijo, nakupujejo, delajo in se upokojijo v katerikoli državi EU. Zagotovljen je prost pretok blaga, storitev, kapitala in oseb na enotnem notranjem trgu Evropske unije. Preprosto, kaj ne? Vem sicer, da razmišljanje o zaposlitvi trenutno ni vaša prioriteta, vendar pa bo to zagotovo postala. In ker veste, da boste nekoč zaposleni, lahko že sedaj, ja resno, že sedaj začnete graditi svojo kariero, tudi mednarodno. Sliši se kot zelo oddaljena prihodnost, ki v danem trenutku ni pomembna, ampak temu ni tako. Na podlagi številnih izkušenj iskalcev zaposlitve smo ugotovili, da na prvi pogled nepomembne odločitve, dejanja in aktivnosti lahko bistveno vplivajo ali celo spremenijo posameznikovo karierno pot. Tudi jaz imam podobno izkušnjo. Na maturi sem kot izbirni predmet izbrala nemščino, zgolj iz razloga, ker sem v tistem obdobju zelo rada in veliko gledala nemške TV programe in sem se tako posredno dobro pripravila, brez pretiranega učenja na maturo iz nemščine. Takrat se mi je to zdelo super, ker se mi ni bilo potrebno dosti učiti. Kasneje pa, ko se je pokazala priložnost za zaposlitev pri mreži EURES, je bil to ključni pogoj za zaposlitev. Saj sem potrebovala potrdilo o znanju 2 tujih jezikov. Torej, kaj se lahko naučimo iz te zgodbe? To, da v končni fazi na našo kariero vplivajo številni dejavniki in da se tega pogosto sploh ne zavedamo. Zato imam za vas nekaj uporabnih napotkov, kako si lahko tudi v času šolanja pridobite dragocene izkušnje ter znanja za uspešno mednarodno kariero. Spoznavanje sebe se nanaša na raziskovanje nas samih. Če veste, kakšni ste, kaj vam je v življenju res pomembno, kaj si želite doseči in kako, potem lahko bolje izkoristite svoje potenciale. Na primer, če radi potujete in spoznavate druge države, kulture in ljudi, pomeni, da si verjetno lahko predstavljate, da bi tudi živeli in delali v drugi državi. Če ste prilagodljivi in vas ni strah sprememb, lahko sklepamo, da se boste znašli tudi v nepredvidljivih situacijah, ki so pogoste, kadar vstopimo iz nam znanega okolja. In da vam bo to konec koncev tudi všeč. So vam všeč tuji jeziki? Če je vaš odgovor ja, potem imate resnično potencial tudi za mednarodno kariero. Danes to ni težko. Mladi imate številne priložnosti, samo izkoristiti jih morate. Na primer, v okviru vašega formalnega izobraževanja so vam na voljo mladinske izmenjave preko različnih mladinskih projektov, kot na primer Erasmus+, Mladi v akciji. In te izmenjave so odlična priložnost, da spoznate sami sebe v novem okolju in si širite svoja obzorja. Kaj pa prostovoljstvo v drugi evropski državi? Prostovoljstvo deluje na številnih področjih in je zelo dobro organizirano. Ko ponudi svoj čas in se daš na voljo, lahko pridobiš koristne izkušnje, spoznaš nove ljudi in si lahko ponosen, da si nekaj naredil za svojo skupnost. Hkrati pa je to pri delodajalcih izjemno cenjena referenca. Svojo neformalno kariero spremljajte na način, da ste pozorni na vse te vaše aktivnosti, tudi študentsko delo, jih sproti beležite v dokument, kot je na primer življenjepis, in shranjujte pomembna dokazila ter priporočila delodajalcev. Če boste kdaj v prihodnje ugotovili, da imate dober potencial za uspešno mednarodno kariero in vas bo zanimala zaposlitev v Evropi, vas vabim, da se obrnete na mrežo EURES, kjer vam lahko svetovalci EURES, ki delujemo v vseh državah, pomagamo pri mednarodni mobilnosti. Pa si poglejmo kako.